Zdaj pa jasno balet se razvija, balet se razvija in sva našla nekaj novih likov, ki pa bi te rada zdaj naučila. Mi da ti bi jih rada pokazali, ker to so novi trendni gibi, ki se še ne uporabljajo, bolj se v contemporary oziroma sodobnemu baletu uporabljajo. Pa če bosta dobra, lahko pride pol v opero, mogoče kakšno predstavo poslal. Super, in bi rada, da to znaš. Lahko ostaneš, da ti ga pokaževa? Ja, vse ti ga pa pokazala. Ne boš videla. Mama prvi gib, ki se začne, a to plije, je to plije? Ne, to je prva pozicija. A prva pozicija? Kako se ne, plije je prvi, ne? Prva pozicija. Zdaj boš v tretji stav, ali bo to v prvi poziciji? Ne, v prvi, dej skupaj, čisto pete skupaj, tako. In potem se rahlo znižaš. To je plije. Ja, plije, daš rokco ven in potem je tole. Reče se mu šamare. Šamare, ja, šamare. To imaš? To jaz probam. Dej v sredino, da boš, dajmo vsi skupaj to probati, levo rokco ven. Leva mora biti? Ja, leva mora biti. Ne morem leve, če se tikalice. Pa desno, lahko tudi desno. Ajde, desna, ajde boš dala levo. Ajde, gremo, šamare. Šamare, evo. Pol imaš takoj, šamare duble. Tako? To je šamare duble. Tega bo en natek vam prišel, kaj bo. Ne bo. Ne bo. To je šamare duble. Šamare duble imamo pa tudi kontragib. A moram res jaz za vam? Ja, seveda. Boš tegale zdaj. To je pa ta gib, ki se potem pojavi takoj, ko se šamare pojavi. Odgovor gibu šamare je pa izogibe. Izogibe je ta. Izogibe. Potem imamo še enega, ki je zelo uporabljen v vsakodnevnem življenju. Reče se mu alotakse. Ja. Alotakse, ja. Tako. Tega bom z lahkoto. Izvoli, ja. Ne. Ok, pa imaš pa še drugega, ki je zelo podoben alotakse, samo da je takse spizde, ki je pa v bistvu tako. Ampak to so kar zahtevni elementi. Zahtevni elementi, imamo pa še dva, ki sta zelo uporabna na odru, predvsem za začetnike. Prvi je metiše. Metiše, ja, ki ga pač tiše in drugi je polule. To je to. A so? Uporabni. Zastonj sva ti jih dala.